Tokrat v občinskem informatorju. Županu obnova miklavške občinske zgradbe pomembnejša kot šola in kanalizacija. Vijolična kriza vse ljudi tradicionalno rešuje življenje. Odvoz embalaže od vrat do vrat. Zveza prijateljev mladine letos na letovanje peljala kar 1791 otrok. Europark praznuje. V Lovrencu na Pohorju priredili 5. harmonikarijado. V Selnici ob Dravi priredili že 9. jabolčni tek. V Hočah tekmovali s traktorji. Lepo pozdravljeni. Tokrat začenjamo v Miklavžu na Dravskem polju, kjer so na občinski seji že potrdili DIP za celovito obnovo občinske zgradbe v vrednosti 800 000 evrov. Ob tem pa se mnogi sprašujejo, kam se županu in občinskim uradnikom mudi. In čemu je zaradi tega projekta obstala izgradnja kanalizacije v Dravskih dvorih, ter kdaj se bodo končno lotili dograditve osnovne šole, ki že vrsto let poka po šivih in deluje v nemogočih razmerah. Postopki za obnovo občinske zgradbe v Miklavžu na Dravskem polju že tečejo, saj so svetniki na zadnji seji prižgali zeleno luč izvedbi projekta, medtem pa se je izgradnja kanalizacije na Dravskih dvorih zaustavila. Prav tako pa je županu Egonu Repniku obnova občinske stavbe očitno pomembnejša kot dograditev osnovne šole Miklavž, kjer mora zaradi prostorske stiske potekati pouk v knjižnici, telovadnici in večnamenskem prostoru. Skoraj da pokamo po šivih, sicer imamo čudovito, krasno urejeno šolo, vendar je trend naraščanja otrok, ki prihajajo v našo šolo velik, zato že leta opozarjamo na dograditev. Pouk pa poteka in v računalniški, in v knjižnici, in pa seveda v večnamenskem prostoru na prvem viju. Prav tako pa tudi v telovadnici, ki je bil pri izgradnji namenjen otrokom v predšolskem obdobju, je oddelek 3. D razreda. Že vse od leta 2006 v letnih poročilih opozarjajo občino, da bi bilo treba dograditi šolo za 4 učilnice. Kaj pravi na to župan Repnik, ki očitno pozablja, da je bil v prejšnjem mandatu podžupan? Ne vem, kaj se je dogajalo leta 2006, jaz lahko govorim samo v tem času, ko sem župan jaz, v zadnjih 3/4 leta. Res je bilo nekaj govora o dograditvi šole, ampak kot rečeno, mi moramo najprej vedeti, koliko dograditi šolo, kje dograditi in za kakšno vsebino. Pomembno pa je, da ta šola je obnovljena v celoti in jo bo občina odplačevala še vse do leta 2030. Na to, da zdaj ni primeren čas za obnovo občinske zgradbe, ampak šole in kanalizacije, opozarja Damir Pekič, občinski svetnik, ki na zadnji seji ni glasoval za potrditev DIP-a za občinsko zgradbo. Res je tudi, da sem sam osebno glasoval proti, ker menim, da so v občini vseeno ene druge prioritete, za katere bi se moglo prej poskrbeti kot za samo obnovo. Ne, da bi obnovi nasprotoval, ampak mislim, da ni pravi čas, da ne za tak denar, mislim, da se bi dalo to dosti bolj ekonomično zadeva speljati. Predvsem pa se najbolj bojim oziroma najbolj sem nasprotoval zaradi tega, ker mislim in verjamem, da bo zaradi tega projekt obnove šole, tudi dokončanje kanalizacije v Dravskem dvoru, vse to trpelo na račun te obnove občinske stavbe. Pekiču potrjuje tudi Simona Marko iz odbora za finance in opozarja na prazne obljube župana. V mesecu maju v okviru seje sveta staršev smo imeli pred samim začetkom seje staršev sklican sestanek na temo varnih šolskih poti v občini Miklavž. In to je bila tema, kjer je gospod župan obljubil v pričo vseh tam navzočih predstavnikov sveta staršev, da bo osnovna šola Miklavž 1.9.2020 imela dograjene 3 razrede. V okviru seje odbora za finance, ki se je odvijala pred cirka 2 tednoma, je pa gospod župan, ko je predstavil ta projekt obnove občinske stavbe, seveda na vprašanje, kaj se bo pa za ceno tega prestavilo, je pa bil njegov odgovor, da gradnja kanalizacije Dravski dvor in pa seveda, da gradnja šole šele takrat, ko bodo narejene ustrezne študije, da je gradnja šole potrebna. Vsi pa moramo vedeti, da ko imamo študijo, da je dograditev šole potrebna, pa traja vsaj 2 leti, da se pride do realizacije takšnega projekta. Župan pravi, da se ne da narediti drugačnega prioritetnega vrstnega reda projektov. Še vseeno trdim, da se ta občina in ta občinski svet
drži zastavljenega proračuna in tudi načrta razvojnih programov. Načrt razvojnih programov je tisti dokument, ki ga kot župan moramo upoštevati in v skladu s sprejetim v letošnjem proračunu seveda projekte tudi pripravljamo. Je pa možno mogoče šolo oziroma dograditev šole potisniti naprej, da bi lahko že bila v letu 2020, bi imela lahko prednost pred obnovo občinske stavbe? Jaz mislim, da to ni mogoče pripraviti projektne dokumentacije, ni mogoče pridobiti tako hitro tudi dovoljenj za gradnjo. In tako bodo učenci, ki si zaslužijo kakovostno izveden pouk, in občani, ki bi jim izgradnja kanalizacije izboljšala življenje, morali čakati še nekaj let, medtem ko bosta župan in njegova ekipa že delala in vladala v novih prostorih. Včerajšnja 8. krvodajalska akcija Vijolična kriza vse ljudi je ponovno dokazala, kako plemeniti so krvodajalci, ki jih je poleg humanitarnosti združila tudi ljubezen do nogometnega kluba Maribor. Med darovanjem pa so jih obiskali tudi nogometaši Svetega kluba. Krvodajalsko akcijo Vijolična kriza vse ljudi so pripravili skupaj z Rdečim križem in Univerzitetnim kliničnim centrom Maribor. Ponovno je presegla pričakovanja, saj so že v jutranjih urah ljudje stali v vrsti, da bi lahko darovali kri. Seveda želimo si, da bi 200 ljudi letos darovalo kri, glede na to, da smo zdaj nekje nekaj čez 10, ne vem niti koliko ura, pa imamo že več kot 150 ljudi na sprejemu, da smo v prvi uri imeli že več kot 110 ljudi. Jaz mislim, da take akcije tudi v mojih največjih, lepših sanjah nisem pričakovala. Sem pa hvaležna vsem za odziv, za prijaznost, vsem organizatorjem za pomoč. Posebno doživetje je bil seveda tudi obisk nogometašev nogometnega kluba Maribor, Markosa Tavaresa, Roka Kronavetra in Jasmina Handanovića. Žal zaradi tega, ker so profesionalni športniki, sami ne morejo darovati kri, so pa ponosni, da je nogometni klub Maribor del te plemenite zgodbe že 8 let. Če imam priložnost v prihodnost, 100% bom podaril kri, ker dosti ljudi rabi pomoč, imajo težave in jaz sem zelo vesel, da lahko ne jaz zdaj, ampak klub, da lahko pomaga. To za mene Maribor je več kot nogometni klub. Na Univerzitetnem centru Maribor ves čas skrbijo za krvodajalske akcije, s katerimi si zagotavljajo nenehno oskrbo s krvjo, a priznavajo, da je tokrat bila pozitivna energija še močnejša. V poletnem času seveda to bolj pogosto izvajamo. Tudi zdaj v koncu avgusta smo kar klicali nekaj krvodalcev, vendar smo čakali na to posebno krvodalsko akcijo, ki ima posebno energijo, ki ima poseben pomen, ki ima poseben imidž in smo veseli, da bomo lahko optimalizirali zaloge in morda nekaj časa ne bomo klicali krvodalcev po telefonu. Ni pa čakal na akcijo samo Univerzitetni klinični center, ampak tudi navijači nogometnega kluba. Maribor že spremlja od malih nog, pa vedno, ko je tukaj akcija, se udeležim, pa primanjkuje krvi, koliko vem. Se pravi, ni to vaša prva krvodajalska akcija? Ne, vsako leto se udeležim 2-3 nekje. Prav takšna dobrodelnost kluba in njegovih navijačev ter povezanost raznih deležnikov v tej akciji pa kaže, da se v Mariboru po žilah pretaka vijolična kri. Plemenita in zvesta, kot si jo klub in Mariborčani tudi zaslužimo. Snaga Maribor bo uvedla odvoz odpadne embalaže od vrat do vrat s 1. januarjem naslednjega leta. Istočasno pa bo skupaj z občino Maribor in mestnim inšpektoratom spodbujala vse leto z raznimi akcijami občane k ločevanju odpadkov ter jih ozaveščala, da odpadki sodijo na odpad, ne pa v naravo. Mariborska snaga načrtuje, da bo z novim letom začela zbirati odpadno embalažo mariborskih gospodinjstev od vrat do vrat. Gre za zbiranje odpadne embalaže v individualnih poselitvenih strukturah, torej od gospodinjstva do gospodinjstva. Ker pa to zahteva večjo logistiko, bodo že od letošnjega 16. septembra delili ustrezne rumene vreče gospodinjstvom. Začeli bomo v bistvu na zahodni strani v krajevni skupnosti Brestenica. Delilo se bo torej 120-litrske vreče v zavojih, kjer bo 26 vreč. Vsako gospodinjstvo dobi torej glede na volumen posode dobi določeno število zavojev. Posledično zaradi uvedbe odpadne embalaže oziroma zbiranja odpadne embalaže od gospodinjstev smo
Torej pomeni to, da bomo v bistvu to embalažo od vrat do vrat zbirali na 14 dni, na frekvenco 14 dni in posledično smo spremenili tudi frekvenco oziroma pogostost mešanih komunalnih odpadkov. Torej za 1.1.2020 prihaja mešani komunalni odpadki iz 14 dni na 3-tedenski odvoz. Posledično bodo na teh območjih umikali zbiralnic zabojnike za odpadno embalažo, ostali pa bodo zabojniki za papir in steklo. Zaradi dosedanjega nedovoljenega odlaganja odpadkov na ekoloških otokih in drugod so se s projektom Izboljšajmo Maribor skupaj z raznimi deležniki odločili za kampanjo Moji odpadki, moja skrb. Smo že izbrali, po mnenju Snage, Urada za komunalno, promet in prostor ter medobčinskega inšpektorata, najbolj kritični ekološki otok v vsaki mestni četrti in krajevni skupnosti. Tekom vse kampanje, ki bo pač trajala, tako kot sem rekla, do takrat, do aprila, bomo na teh lokacijah vsak mesec spremljali in beležili količino nesortiranih in neustrezno odloženih odpadkov. Se pravi, to so tisti odpadki, ki se nahajajo izven posod za ločevanje odpadkov. Rezultate bomo potem tudi vsak mesec javno objavljali na spletnih straneh Mestne občine Maribor, podjetja Snage, na Facebook strani Mestne občine Maribor in seveda zelo veseli bomo, če jih boste objavljali tudi vi v medijih. Gre za to, da želimo spodbuditi tudi mestne četrti in krajevne skupnosti in občane, v katerih posameznih mestnih četrti in krajevnih skupnosti, da sami odgovorno ravnajo do tega in da se naučijo, kako ločevati odpadke. Sicer pa bodo v okviru te kampanje naredili še akcije Ločujem in se ne zmrdujem, Odloči se in loči za ozaveščanje občanov ter poostren nadzor nad ekološkimi otoki. Je pa direktor Snage Alan Perc povedal, da ima mesto Maribor več ekoloških odtokov, kot je sicer predpisano. Standard tega čiščenja, še posebej na ekoloških otokih, je na visoki ravni. Vi morate vedeti, da Maribor ima skoraj 5-krat več ekoloških otokov, kot je to predpisano z zakonom. Imamo jih 1014. Zakaj temu tako? Jaz mislim, da ključni cilj mesta in tudi Snage je to, da se enostavno odpadki ne odlagajo v naravo. Pri Snagi še izpostavljajo, da bodo skupaj z decembrskimi položnicami gospodinjstvom poslali tudi koledar odvozov za naslednje leto, kjer bodo zapisane tudi spremenjene frekvence odvozov mešanih odpadkov. Zadnji dan počitnic so se otroci na Trgu Svoboda v Mariboru v organizaciji Zveze prijateljev mladine zabavali na tradicionalni neresni olimpijadi in Lekovem živžavu. Dogodek so izkoristili vodilni na Zvezi prijateljev mladine, da javnosti predstavijo, kako so potekali njihovi počitniški programi, koliko otrok je letovalo v Poreču, na Pohorju in v Marburgu, ter koliko se jih je udeležilo počitniških taborov za nadarjene, koliko obiskov so zabeležili v okviru dnevnega počitniškega programa in počitniškega varstva in kaj načrtujejo v prihodnjih mesecih. Poglejmo. Predsednica Zveze prijateljev mladine je uvodoma dejala, da so s poletnimi programi izjemno zadovoljni. Programi so potekali že skoraj tradicionalno. Torej letovanja na Pohorju, v Marburgu in v Vircu Poreču, 6 izmen Poreča, 2 pohorski in pa ena skupina otrok, ki so potovali v Marburg. Veliko in zelo pester program v Domu ustvarjalnosti mladih, kjer je razen izletov, delavnic, skratka vsega, kar se je dogajalo in 6000 zabeleženih obiskov. V Domu ustvarjalnosti mladih približno, ne vem, mislim, da 600 pa nekaj otrok. Tradicionalnim programom so letos dodali še počitniško varstvo, ki je bilo spodbujeno iz strani Mestne občine Maribor, kjer so v 9 tednih izvajanja tega programa beležili več kot 200 otrok. Letovanja pa se je letos v vseh izmenah udeležilo kar 1791 otrok. Številka je malo večja kot lani, ampak kapacitete so takšne, kot so. Meni je pomembno, da so pravzaprav vsi otroci, ki so želeli tudi na letovanje, prišli, tako ali drugače, z različnimi subvencijami. Imeli smo nekaj gostujočih skupin. Izvajajo pa tudi tako imenovani program Omogočimo sanje, ki v obliki taborov poteka čez celo šolsko leto in v času počitnic. Veliko vlogo pri izvajanju programov Zveze prijateljev mladine pa imajo prostovoljci, ki so pravzaprav gonilna sila te organizacije.
220 prostovoljcev je sodelovalo v vseh teh programih na letovanjih in 15 nekje v Domu ustvarjalnosti mladih. Številke sem prej povedala, probajte zračunati, skratka garali so celo poletje, darovali čas in pa energijo in pa svojo ustvarjalnost, ki jo imajo, in to ni samoumevno. En veliki hvala, brez njih ničesar ne bi mogli speljati. V sodelovanju z družbo Lek je ZPM Maribor tudi letošnji zadnji počitniški dan izkoristila za neresno olimpijado na Trgu Svobode, ki se je udeležilo nekaj več kot 100 otrok. To, da so pač zelo zanimive igre in da je zelo zabavno in da uživamo, in zaradi tega, ker potem dobimo nagrade. Pač hodimo na ustvarjene delavnice in pač imajo te igre in zato smo se udeležile pač skupina, ker smo prijateljice in se že dolgo poznamo in pač smo se odločili, da bomo pač prišle. Sicer pa v ZPM Maribor skozi vse leto skrbijo za pester program namenjen otrokom. Že 19 let Europark Maribor zasleduje svoje poslanstvo – zadovoljevati potrebe in želje obiskovalcev. Na novinarski konferenci so predstavili poslovne rezultate preteklega leta, dogodke ob letošnjem rojstnem dnevu ter načrte za prihodnost. V 120 skrbno izbranih prodajalnah in lokalih ponujajo svetovno priznane blagovne znamke, ki so v koraku z zadnjimi trendi. V mariborskem Europarku so lani zabeležili 4,7% rast prometa ter skoraj 7,7 milijona obiskov, kar pomeni 3,7% rast obiska. Odprli smo prodajalno Bas oziroma jo nekako prenovili, odprli prodajalno Promot, pripeljali smo novo cvetličarno, se vidi danes tudi tu. Potem smo odprli XYZ Men z številnimi kvalitetnimi znamkami višjega cenovnega razreda. Odprli smo brivca za vse naše gospode, da se lažje uredijo. Prenovili recimo prodajalno DM. Zadnja otvoritev je bila Palmers, tako da tudi Palmers se je vrnil na slovensko tržišče in prvi rezultati so izjemno dobri. Europark Maribor zaposluje približno 1000 posameznikov. Skupaj nenehno vlagajo v razvoj in napredek, s čimer želijo obiskovalcem omogočiti še boljšo in prijetnejšo nakupovalno izkušnjo ter obenem zagotoviti večjo energetsko učinkovitost naprav in sistemov. Številne investicije, seveda, v katere bomo letos vložili cirka 6 milijonov evrov. Gre za prenovo strehe, gre za prenovo dovoznih poti, gre za prenovo interierja, s katero bomo letos še nadaljevali. V mislih imam zamenjavo talne keramike, potem pa gre tu za nenazadnje osveženo oziroma popolnoma prenovljeno restauracijo Interspar, za prenovljeno prodajalno Big Bang, za povečano prodajalno CCC, ki bo odprla v oktobru. Dobri poslovni rezultati in jasni načrti za prihodnost še dodatno prispevajo k bogatemu rojstnodnevnemu dogajanju. Zadnje bodo obelodanili to soboto, 7. septembra, ko bodo na Trgu Leona Štukle pripravili že tradicionalni koncert. Zaključujemo naše rojstnodnevno praznovanje z velikim že tradicionalnim koncertom, kjer nas bodo zabavali Modrijani in pa Jan Plestenjak s svojo skupino. Prepričana sem, da bo to še en lep večer za Mariborčane in pa seveda za ostale obiskovalce iz ostalih krajev. So pa že v preteklih tednih pripravili zabavo za najmlajše z ribičim pepetom ter praznovanje Stanjo Žagar, torto velikanko in rojstnodnevnimi popusti do 19%. Člani kulturno-umetniškega društva Mrzla voda so tudi letos priredili tradicionalno harmonikarijado, ki so jo prvič priredili pred 5 leti. Harmonikarijada, ki so jo priredili že 5., je nastala iz tradicionalne muzikarijade, ki so jo v Lovrencu na Pohorju pred 10 leti prvič priredili člani kulturno-umetniškega društva Mrzla voda. Kulturno-umetniško društvo Mrzla voda zdaj že 10 let organizira prireditve kot muzikarijado in tam je vodilni inštrument akustična kitara. Se je pa vedno najdlo nekaj mladcev, ki so po vsej sili hoteli s harmoniko zaigrati, pa smo rekli, bomo za njih naredili posebej prireditev. Tako se je začelo. In smo leta 2015 smo pričeli in zdaj je že 5. harmonikarijada letos. Gre za sproščen večer lokalnih ljubiteljev glasbe in harmonike, ki je kot glasbilo priljubljena pri vseh generacijah, čedalje bolj pa tudi pri mladih.
V družini smo vsi glasbeniki skoraj, pa slog mi je bil kot vzornik, pa sem se pač odločil za harmoniko. Igram že skoraj 10 let, začel sem pri 6 letih, tako da. Zakaj si se pravno zanjo odločil? Harmonika je nek instrument, ki ima res nek point, res lahko izvajaš z njo različno glasbo. V bistvu pa tudi nek nerazvit instrument, kjer ga bi rad razvil, pokazal ljudem, da lahko na njo igraš tudi druge zvrsti glasbe. Predvsem mi pomeni veselje, pač zelo rada igram in pa tudi pač zelo rada imam glasbo nasploh. In pač zelo se lahko sprostim ob harmoniki. Tako so priredili prijeten in sproščen večer. Tradicijo tekaških prireditev gojijo tudi v Selnici ob Dravi. Letos so pripravili 7. jabolčni tek za otroke in 9. tek za odrasle. Slednji pa je štel tudi za Štajersko-koroški pokal. Več kot 100 tekačev je teklo na 9. jabolčnem teku. Nekateri se teka udeležujejo že tradicionalno. Jaz sem že bil pred leti, tako da je zelo fajn. Ja, ni prenaporna, tako da lepo. Mirni tempo pa pridemo v cilj. Rada nekaj za sebe naredim, za dušo. Teka se tudi letos udeležila 85-letna Kazimira Lužnik, ki se jabolčnega teka udeležuje že vsa leta. Ja, vsa leta. Zelo mi všeč, ker je v naravi, prijazni ljudje, lepo pripravljeno vse in to rada pridem. Vse čestitke, da pa ne me zdaj narobe razumeti, ampak da ste tako aktivni pri teh letih. Kaj je dober recept za to? Mislim, trudim se za to, da bi čim bolj dolgo zdrava ostala. To je vse. Organizatorji so bili tudi letos z odzivom zadovoljni. Pred tekom za odrasle pa so priredili tudi otroški tek. Nekaj let, ko smo mi začeli to pripravljati, to jabolčno pot, pa to smo rekli, zakaj ne bi tudi naredili jabolčni tek. In ta jabolčni tek je bil povezan z praznikom jabolk v Selnici ob Dravi in zato se tudi nadaljuje tradicija tega teka in vsega tega, kaj je. Trasa je 8,5 km, to je za Štajersko-koroški pokal. Letos smo uvedli še dodatno traso, še 5 km, ki smo jo pa dali pod gesto Teci ali hodi. To je bolj za domačine, tudi so prišli z Maribora, z atletskega društva, bojo tile imeli tam mladi za trening tekmo. 8,5 jim je preveč, 5 jim je pa taka prava dolžina. Tako da to smo uvedli not, pa da bi še bilo, ne vem, še več tega, da pridobimo. Veselje do teka in zdravega načina življenja želijo na tovrsten način prenesti tudi na mlade. Sedaj pa v občino Hoče - Slivnica, kjer so v krajevni skupnosti Reka Pohorje priredili že tradicionalno tekmovanje s traktorji. Tokrat je tekmovalo 14 traktoristov, ki so se pomerili v hitrosti. V Hočah je tekmovanje s traktorji prav poseben dogodek, na katerega so domačini ponosni. Tekmovali so tako z novejšimi traktorji, kot tudi starodobniki. Vozimo od vsega začetka. Imamo doma 26 pokalov, sem si jaz prisvojil, brez današnjih, če bo kaj, pa sini že 12. So pa vse doma narejene traktorje odpada, kot vidite. Zakaj radi tekmujete? Imamo v kmetiji 6 traktorov, pa je to tudi na našem kraju, taki običaj, pa smo se od vsega začetka že bili zraven. Rad prijem na tako tekmovanje, ki prijemo malo skupaj, malo se podružimo, nekaj popijemo, včasih še kaj pojemo, potle pa domov gremo. Tudi mladi se radi udeležujete tega tekmovanja z traktorji, zakaj? Pa se malo podružiš, ne vem. Zanimivo je, lepo izkoriščena nedelja, če imaš možnost, zakaj pa ne. Kaj je tisto, kar vas pripelje? Ja, to so stari običaji pa navade, že naši ate, dedeji so to hodili, te pa zdaj iz roda v rod, te pa še mi zdaj malo pokažemo svoje znanje, kaj znamo, pa seveda druženje, pa vse skupaj, je to fantastično. Kakšen pa je feeling takole na traktorju, drveti so v hitrosti, sicer tukaj po polju? Fantastično, če si prvi, je le to.
Tradicijo traktorske dirke v Hočah ohranjajo že 9 let. Ob druženju pa obnovijo tudi znanje, ki ga potrebujejo pri vožnji in delu s traktorji. Bistvo vseh teh srečanj s traktoristi je eno, da se malo vidijo, da si bojo novitete, kaj kdo je kupil novi stroj, kaj je boljše, kaj ni. Letos smo imeli še eno noviteto zraven, smo dobili iz policijske postaje Rače predstavnika, da nam je še malo povedal o novostih v prometu in pa seveda, da smo to najdli vsi skupaj, to, da je pač promet tisti in varnost tista, ki pač nam omogoča to dejavnost. Namen tekmovanja s traktorji pa je tudi ohranjanje kmetijske dejavnosti v kraju. Da bi to prenesli tudi na najmlajše, so v projekt vključili učence podružnične šole Reka Pohorje. Cela podružnična šola Reka Pohorje je risala temo traktor, to smo dali na razstavo, ker običajno so najmlajši tudi tekmovali z svojimi motocross motorji, te sekcije več ni, zato smo pač se odločili za likovno razstavo. Ta je na ogled v dvorani Avtomoto društva Zgornje Hoče. Poglejmo še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. Pred nami je namreč pester konec tedna. V soboto v Mariboru prirejajo že 4. mestni tek. Start bo ob 9. uri na Trgu Leona Štuklja. Jutri pa bodo tekli osnovnošolci. V Rogozi bo to soboto potekala že tradicionalna Rogoška noč, prav tako pa bodo proslavili prvo obletnico delovanja Multisport arene v Rogozi. Pestro dogajanje, ki bo potekalo od jutra, bodo zaključili s koncertom skupine Gadi in Rock Partizani. Prav tako, to soboto pa bo pred trgovino Tuš v Pesnici potekalo tekmovanje v kuhi pesniškega piskra. To nedeljo 8. septembra pa bodo na Muti obeležili tako imenovani Elvis Presley dan s pričetkom ob 15. pred občinsko zgradbo. Ta torek, 10. septembra, se bo v Selnici ob Dravi ustavil tekač Bogomir Dolenc, ki letos teče v okviru dobrodelnega projekta Okrog Slovenije za male viteze. 11. septembra se bo ob 8. uri zjutraj iz Selnice ob Dravi odpravil nazaj na Koroško. Več pa v izjavi. Ta sprejem je zelo pomemben, zato ker to je tekač, ki živi za bolnike z rakom. To je društvo Mali vitezi in je zelo pomagal tudi našemu Anžetu. To je pač naš učenec, ki je pred kratkim umrl. In zelo se je veselil, da bi tudi tokrat tekel z njim, ampak žal mu to ni uspelo. In zdaj smo pač takole združili moči z občino in mi in tudi tole društvo Odprti krog. In Bogomir že teče, tako da njegov tek se je že začel. 10. septembra pa pride v Selnico. In najprej bo zvečer okrog 8. ure, če bo šlo vse po planih, sprejem pred občino. Predtem pa se bodo oglasili še tudi na pokopališču, se poklonili Anžetu, tudi majice so dali delati, da je to tek, ki je pač spomin na Anžeta. Potem naslednje jutro pa se priključijo učenci šole in pa tudi verjetno tele 2 najstarejši skupini vrtca. In imamo športni dan, dogovorjeni smo, da ob 8. uri se dobimo in odtečemo en tak simbolični krog. Toliko za danes, želim vam lep preostanek večera in prijeten konec tedna. Nasvidenje.